Še prej pa pod lupo Državne revizijske komisije je tudi razpis za nakup 2 reševalnih helikopterjev težkih 32 milijonov evrov. Ob tem pa se odpira še vprašanje, kdo bo to službo izvajal in sprejemal odgovornost za morebitne napake. Državni svet je danes soglasno brez glasu proti izglasoval veto na spremembo zakona, ki za prevoznika helikopterske nujne pomoči po novem določa policijo. Sprašujejo se namreč, kdo bi imel v reševalnem helikopterju, ki bi ga z novim zakonom pilotirali policisti, po nesrečen pa oskrbovali zdravniki, zadnjo besedo. Prav takšna dvojnost pa po mnenju državnih svetnikov povečuje tveganje za zamude, nesporazume in sistemske napake, denimo med posredovanjem, ko bi namesto oskrba in evakuacija poškodovancev na prvo mesto prišli cilji policije kot prijetje osumljenca, kar bi lahko po mnenju državnega sveta neposredno ogrozilo življenja. In z nami sta zdaj minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Pozdravljena oba, dobrodošla. Torej najprej, gospod minister, kaj pravite na te očitke? Državni svet je veto na spremembo zakona danes izglasoval brez glasu proti. No, državni svet ni ne prvič ne zadnjič izglasoval veta na kjerkoli zakon, tokrat na zakon o organiziranem delu policije. Jaz verjamem, da bodo poslanke in poslanci na ponovnem glasovanju še enkrat potrdili ta zakon in bo veljal. Kaj pa ti argumenti, da ne bi policija potem svoje naloge prednostno obravnavala napram zdravniškim in pa oskrbi ponesrečenca? No, te argumenti so pa zares smešni, kajti že danes Slovenska vojska izvaja, pa tudi policija, helikoptersko nujno medicinsko pomoč, so prevoznik, tako kot bo se veda sedaj policija prevoznik, to smo zapisali tudi v zakonu o organiziranem delu policije in pa seveda tukaj je pravzaprav precej neznanja, kajti ta helikopterska nujna medicinska pomoč poteka že nekaj časa. Je pa res, da smo jo sedaj želeli urediti z nakupom 2 namenskih helikopterjev, ki bi seveda izvajala samo nalogo nujne medicinske pomoči in seveda je to ločeno od policijskih nalog. Torej so prioritete jasne, po nesrečencu, ne pa prijeti osumljenca. Gospod Lotrič, vas prepričajo ti argumenti gospoda ministra? No, ne samo da mene prepričali tudi ni seveda državnih svetnikov in svetnic. Sam sem dal prvo pobudo vladi Republike Slovenije preko državnega sveta že 17. marca, kjer sem podprl stroko, to se pravi gre za reševalce in pa urgentne zdravnike, da je potrebno zadeve urediti. Takrat smo poslali pač vladi predlog, na kakšen način si želi stroka to urediti in pa seveda zakonodaja na tem področju. Prav danes smo pač priča zopet. Povozila se je stroka, povozila se je zakonodaja in v tem primeru evidentno tudi ustava. Torej, zakonodajna pravna služba je jasno povedala v svojem poročilu, ki ste ga prejeli, tako vi kot državni zbor, da zadeva ni dobra, da je zadeva v nasprotju ne samo z logiko, ampak tudi z pravili, ki veljajo v Sloveniji in pa evropsko zakonodajo na tem področju. No, ne moram imeti občutka, da je gospod Lotrič podjetnik in bi on želel seveda sprivatizirati helikoptersko nujno medicinsko pomoč, to je tudi večkrat nakazal. Ne nazadnje pa helikoptersko nujno medicinska pomoč se že izvaja, jo danes izvaja helikopter iz Slovenske vojske skupaj z reševalnim osebjem in jaz tukaj ne vidim nobenih problemov, da ta dejavnost ne deluje. Je pa res, da je helikoptersko nujno medicinsko pomoč treba urediti in tudi zaradi tega je vlada šla v 2 namenska helikopterja, v nakup teh 2 helikopterjev in ne nazadnje v zakonu o organiziranem delu policije smo zapisali, da bo to nalogo prevoznika, poudarjam prevoznika, upravljala letalska policijska enota oziroma bo to naloga slovenske policije. Je dovolj pilotov? Seveda jih je dovolj. Ukolikor jih ni dovolj, jih bomo še zaposlili. Je pa res zelo jasno treba povedati, da se politizira helikoptersko nujno medicinska pomoč, da smo upoštevali medicinsko stroko, to, kar nam sedaj seveda gospod Lotrič očita in ne nazadnje, to je... Ne, da vam jaz očitam. Ne, seveda očitate. Vi očitate to že od nekdaj, da nismo tega... Ne, da vam jaz očitam. Očita vam pravno zakonodajna služba državnega zbora. To je ena zadeva. Očitajo vam kompletna stroka na tem področju. In sicer gre za reševalce. Katera stroka? Gre za reševalce. Stroka je razdeljena tukaj, ste dobro poslušali o tem. A veste kaj, no? Zdaj ste mi pa dal besedo na jezik, zaradi tega, ker s tako agresijo, kot danes nastopate tukaj, pomeni samo nekaj, da represivni organi, torej policija, bo enako nastopala v primeru reševanja. Kdo ima prav, policaj ima vedno prav in lahko se samo zavedamo, da bojo absolutno vsi zdravniki lahko samo pokleknili in bojo lahko samo počakali, kaj bo pač policist povedal. Zato,
kompletna poveljevanje mora biti pod zdravniško stroko, pod Ministrstvom za zdravje in to je edina prava ureditev. Gospod minister, No, daleč od tega, gospod Lotrič, Tako vi ne jo veljajo poznate. tudi se pravi, v zahodnih državah na ta način, vse pod eno kapo. Takrat, ko življenje šteje, takrat, ko vas zadane infarkt, Gospod Lotrič, ko vas zadane kap, vi ne poznate, kako vsaka danes- minuta, dobro poznam, kako danes Očitno ne. poteka in kolikrat mora Očitno nekdo ne. vprašati in preleteti. 17 minut v povprečju čaka samo, da lahko Gospod poleti minister, helikopter. Gospod Lotrič ne pozna, kako danes deluje helikopterska nujna medicinska pomoč. Danes jo izvajajo helikopterji Slovenske vojske, transportni helikopterji Slovenske vojske in v helikopterjih so reševalci, tako zdravnik kot reševalec in ne nazadnje v Slovenska vojska, tudi ko to rešuje policija, so ponesrečenci oskrbljeni. Imajo helikoptersko nujno pomoč, izvaja se hitro in ne nazadnje večina teh je ljudi tudi oskrbljenih. Je pa res, da je helikoptersko nujno medicinsko pomoč organizacijsko treba seveda na novo redefinirati na Ministrstvu za zdravje. Tega ne nazadnje tudi nikoli nismo mi govorili, da bo to delala slovenska policija. Slovenska policija je prevoznik, ki bo upravljala prevoz z helikopterjem, ki bo seveda upravljanje slovenske policije. In samo za to gre. Zakaj vi trdite, da bo ogroženo življenje ljudi po nesrečencu? Ja, pogledajte, v vsakem primeru bo ogroženo. 17 minut danes potrebuje aktivacija helikopterja na Brniku. Najprej Brnik ni posrečeno, bom rekel, mesto za vzlet in pristajanje helikopterja, tako HNMP-ja kot pa tudi policijskega. To pa zaradi tega, ker je to mednarodno letališče, tako in v Mariboru. Povsod imamo te težave. Mi moramo in tudi reševalci, urgentni zdravniki, oni so jasni. V Sloveniji potrebujemo 3 baze, razporejene po Sloveniji. Idealno bi bile 4, vse v redu. Hrvaška je to naredila s 4 bazami, porabila 62,5 milijonov in deluje zadeva. V Sloveniji pa zopet želimo popredalčkati na različne mesta odločanja. A je, da ne bo potem sprejemanja odgovornosti? Vse bo, seveda, tukaj noter gre za poveljevanja. V policiji Kaj vi menite, da če bo policist vozil zadaj, bodo zdravniki, da bo policist tisti, ki bo odločal? Seveda. Gospod minister. Gospod Lotrič je jasno zdaj povedal, da na hrvaškem model deluje, ker je zaseben. In tukaj očitno ne rešujemo dobro, zato ker ne rešujemo z zasebnimi helikopterji, ampak z helikopterji Slovenske vojske in Slovenske policije. To je neumnost in ne nazadnje še enkrat povem, tukaj se gre za boj, za javno zdravstvo, za zasebnim zdravstvom, za prevzem zasebnega interesa na tem področju. Tukaj gre za velike denarje, cena reševanj pri zasebnikih gre v 10.000 evrov in to je treba jasno povedati. Cena javnega helikopterja, torej helikopterja Slovenske vojske ali Slovenske policije je bistveno cenejša in ne nazadnje tukaj pravzaprav lahko ustvarimo tisto dodano vrednost, ki jo seveda službe, kot so policija in Slovenska vojska, tudi na tem področju delajo. Pa že imamo, gospod minister, izračun, koliko bo še vse poleg 32 milijonov za oba helikopterja, koliko bo postavitev teh baz, tudi zaposlitev novih kadrov, ne nazadnje ostalo. Ta izračun je bil narejen ob samem projektu helikopterske nujne medicinske pomoči. In ne nazadnje, najprej se začne z helikopterji, potem se začne z vzdrževalnimi pogodbami, vse tako kot to je. Še vedno je to bistveno cenejše, kot je bilo predstavljeno v privatni inicijativi oziroma to, kot se ne nazadnje dela tudi na Hrvaškem. In gospod predsednik Državnega sveta je lepo povedal, 62 milijonov na Hrvaškem za koncesijo, ki velja samo nekaj let. Tukaj govorimo o 32 milijonih za 2 helikopterja, ki imate življenjsko dobo več kot 20 let. Glejte, osnovni namen HNMP-ja je vse v javnem zdravstvu. Mi zagovarjamo v javnem zdravstvu tako pilotiranje, se pravi prevoze, zdravniška oskrba, aktivacija za samo akcijo in to, kar pač minister govori, je eklatantna laž. No, to ne drži, daleč od tega. Ker če bi bilo tako, bi že danes... Ne mi zopet skakati v besedo, ker sem vam povedal, na kakšen način deluje policija. Točno na tako, kot ste zdaj povedal, ker zdaj dokazujete. Policija deluje zelo dobro, to vi dobro veste. No, potem bo prišla do naslednje točke, ampak ko smo pri denarju, pogledajte, 167 milijonov je bilo v načrtu za okrevanje in odpornost namenjeno tudi HNMP-ju. Že tako smo slabi in zanič in na zadnjem mestu pri črpanju evropskih sredstev. Iz načrta za okrevanje in odpornost smo porabili najmanj dobro polovico, pa moramo vso ta drugo polovico porabiti do konca naslednjega leta z računi, z uporabnimi dovoljenji. Gospod Lotrič, helikopterska medicinska pomoč ne sodi v... Zakaj pa Hrvaška dobila? Hrvaška je dala koncesijo. Koncesijo je dala. Zasebniku jo je dala. Zakaj je dobila evropski denar? Vi ste velik navijač zasebnikov. Vas razumem. Vi ste podjetnik. Želite, da bi še sprivatizirali naše babičine kuhinje. Ampak
Glejte, to ne gre. Javno bo tukaj prevladalo, definitivno. Jaz samo želim za pacienta vse najboljše. Tudi jaz. In tukaj noter ekletantno se vidi. Ja, pa se to že danes delamo, gospod predsednik. Gospod Lotrič, že danes to delamo. Lahko opišem en primer, kako... Izvolite. Na kratko, ker končujemo. Ne, sej vas verjamem. Ne, se ne bom spustil v primer reševanja ponesrečenca v Tolminu, ker je preveč politično sporen, o tem kdaj drugič. Ampak poglejte, ta naš veto, ki smo ga danes glasovali, je bil praktično 100%. Vsi smo glasovali za. Ampak zdaj potrebujejo večino v parlamentu, 46. Dobro, ampak mi smo javnost upozorili, da šteje vsaka sekunda in da delamo za pacienta. In trkate na vest poslancem. V okviru javnega zdravstva. Da ima na razpolago država Slovenija denar v Evropi iz načrta za okrevanje in odpornost, ki ga dejansko noče vzeti. To ne razumem. Hkrati je pa danes jasno povedala tudi s predstavnikom notranjega ministrstva na naši seji, da policisti ne znajo osnovnih veščin svojega dela. Zelo, bom rekel, še gospod minister, pa končamo. Oziroma razlaga vašega direktorata oziroma direktorja direktorata je bil ponižujoč za vse, ki delajo v policiji. Še gospod minister in končamo. No, še enkrat, kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči, jaz verjamem, da bo ta rešena. Druga zadeva, kar se tiče samega zakona, bo državni zbor še enkrat tudi glasoval. Ni ne prvi, ne zadnji zakon, da je dobil veto in da ga državni zbor ne bi še enkrat potrdil. Kar se tiče same policijske zakonodaje, je dobro to, kar predsednik govori tukaj. Verjamem, da se želi neizkušene, neizobražene policiste, nestrokovne policiste, ampak še enkrat povem, mi si želimo, da slovenska policija je usposobljena, izobražena in strokovna. Verjetno bomo šli na Ustavno sodišče po razlago. To je vaša naslednja poteza, Ustavno sodišče. Hvala lepa, spoštovana gosta. Hvala tudi vam. Hvala lepa, lep pozdrav.